Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili spet o ljubezni do sebe. Zakaj bom o tem govorila? Danes dopoldne sem bila na vrtu in mimo kolesarijo ljudje. In enostavno drugače ne morem, kot da poslušam, kaj se pogovarjajo. In največ je pa teh kolesarjev, ki kolesarijo iz Ljubljane do Škofje Loke in nazaj. In družin z otroki, ki kolesarijo. Vse je lepo to videti. In je lepo tudi slišati, ko pohvalijo. Začnem s pozitivo, je v redu. Včeraj je kolesaril mimo en očka z otrokom, niti ne vem, je bil fantek, punčka, v glavnem in dela, bravo, bravo, super ti gre. In ga je še tako za hrbet potiskal, ker je klanček tukaj gor, in ga je hvalil in ta otrok je ves veselo kolesaril. No, tako, ne bom rekla, je bil očka, mamica, v glavnem slišim to pohvalo in si rečem, joj, kako lepo, ta otrok vas navdušen goni kolo. No in danes zjutraj pa nista bili taki dve zgodbi pozitivni, ampak dve negativni. Ena je bila, ko je ena punčka takole, komaj je gonila, lovila ravnotežje, bila je utrujena in poleg je bil oče, ki je bil, pa dajno, kako pa voziš? Pazi! Ja, pazi, majka hitreje gon! In punčka, ne moram. In kakšen program mislite, da bo ta punčka odnesla odraslo dobo? Odnesla bo program za moje potrebe, ali pa nikdar nisem slišana, to, kar jaz rabim. No in spet en primer, mislim, da je bila spet punčka, je bila, komaj je gonila, in prav, žena sem in poleg oče, a dajno, maj se potrud, le kako pa gonš? Ja, dajmo, vse ti gre. Ja, se ji je šlo, ampak spet program, ki ga bo nesla v odraslo dobo, je pa spet, nisem slišana. Nisem slišana, za moje potrebe ni poskrbljeno. In seveda, lejte, to je zdaj seme v otroštvu. In potem to seme je posejano in iz tega zraste drevo. In pri naših 50 letih je pogosto to drevo že tako veliko, da meče pošteno senco na naše življenje. Seveda s programom, kot je bodi tiho, potrpi, tvoje mnenje ni pomembno, logično potem privlačimo take odnose, ki nam točno to pokažejo, kaj imamo za predelati v življenju. Danes sem dobila eno krasno sporočilo in neka gospa mi je napisala: žal sem vse življenje poslušala glasove, ki niso moji, in živela misli in ideje in predstave drugih, ne pa same sebe. Vem pa, da se globoko v meni skriva pravi jaz, zadušen pod vsemi mogočimi in nemogočimi zahtevami, tako zelo polnimi balasta, da se ga zdi včasih skoraj da nemogoče odkriti. Pa grem naprej, malo nazaj, malo levo in malo desno. Poglejte, vinta sem pa tja, komaj gre. Vse bolj pogosto pa zaupam v tisto, kar je nad mano. Učim se poslušati moje notranje vodstvo. In zato je apel, če ste vi starši, dajte vzgajati s pohvalo. Preberite knjigo Plus pohval in to je knjiga, kako trenirajo kite ubijalce prostim pluskom pohval. In to je ena stvar, kar naredite. Druga stvar pa, začnite iskati, preberite knjigo. Vem, da sem že govorila, kako se pogovarjamo in kako poslušamo otroke, nekaj takega. V glavnem zato, ker s to knjigo boste začeli zaznavati čustva otrok. Ker če svojih ne zaznavate, kako boste otroku lahko pomagali? In avtomatično boste rekli, pa dajno, manj bolj občutljiva, poglej, kakšna pa si. In ne rabimo več tega, ker zanikanje svojih čustev in to potlačevanje svojih čustev vodi do tega, da telo se enkrat upre. In upre se tam, kje se začne. Recimo luskavica, vse avtoimune obolenja, začne se tam, da se vname črevesje, želodec, nadaljuje se pri težavah z dihanjem, z astmo, migrene,
tumori, težave s ščitnico, vse to izvira iz teh potlačenih čustev. In to je samo opozorilo za nas, a ne, to so potem vzorci, ki se prenašajo naprej. No, zdaj pa, kar je pa naslednja stvar zanimiva. Raziskave, ki so pokazale, otroci, ki so posvojeni, se pravi, nimajo istega genskega zapisa kot njihovi krušni starši, zbolevajo za enakimi boleznimi kot njihovi krušni starši. Se pravi, tukaj ta teorija potem, oziroma to dokazuje, da ne obstajajo genske bolezni, ampak obstaja frekvenca, ki je v družini. Oziroma, glejte, ko si v zakajenem prostoru, ti tudi če nisi kadilec, boš smrdel po cigaretih. Vdihavaš cigaretni dim. Vemo, da zdaj tega obdobja je konec, ampak pomislite leta nazaj, ko se je še smel kaditi v lokalih, kako smo smrdeli, tudi če nismo kadili. No in zato je tako pomembno začeti čistiti, prepoznavati podzavestne vzorce, ker to je v bistvu tako, kot da bi bili zvezani s tem. In to potem ruši naše delovanje našega telesa. In zdaj en od zadnjih vprašanj je ena gospa spraševala, luskavica. Luskavica je prav problem, ki je potlačena čustva, ki so povezana z prvo, drugo, tretjo čakro, se pravi z zavedanjem tega, kdo jaz sem, kako bi jaz mogla biti. Tiha jeza, ki neti vse skupaj te vnetja in enostavno, dokler tega ne počistimo, se telo izraža kot luskavica. No, zdaj pa pojmo točno na ta tiha vnetja, zdaj bom pa še tehničen del razložila, to je zdaj čustveni del in prav avtoimuna obolenja. Prva točka pri avtoimunih obolenjih je potrebno črtati gluten. Zdaj pa, da boste lažje razumeli, kje je skrit gluten, o tem sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur. 108 se začne o tihih vnetjih na celični bazi in sicer, kdor je občutljiv na gluten, lahko opazi eno od sledečih težav. Možganska megla, rak, bolečina v prsih, nizek imunski sistem, upočasnjena rast, avtizem, nervoznost, Alzheimerjeva bolezen, tudi alkoholizem, otekanje telesa in občutek zabuhlosti, motnje pozornosti, glavoboli, migrenje, depresija, slabo vsrkavanje hranil, slabost in bruhanje, sindrom razdražljivega črevesja, seveda tudi luskavica, potem možganski krči, epilepsija, srčne bolezni, spontani splavi, potem preobčutljivost na mlečne izdelke, izpuščaji, ekcemi, dermatitisi in tako naprej. Se pravi, ko imamo katerokoli od avtoimunih obolenj, prva stvar je, vzrok so potlačena čustva. In ta potlačena čustva se potem že manifestirajo na fizični obliki kot nekaj, kar konstantno moti delovanje imunskega sistema in kar konstantno vpliva na to, da pač celice čudno delujejo. To je prva zadeva. Drugo pa pri avtoimunih boleznih, se pravi prvo potlačena čustva, drugo pa hranilna podhranjenost in gluten. Se pravi, gluten črtajte, zdaj pa da boste vedeli, kje je gluten. Vse, kar vsebuje belo moko, kar vsebuje škrob, tukaj sem označila, kje je možen skriti škrob in kje je možen gluten. Pivo recimo, kruh za sendvič, koruzni kosmiči, riževa torta, sladke pijače, ravioli, čokoladni kruh, navadni kruh, čokolada, slani keksi, krofi, čokoladni namaz, kečap, široki rezanci, špageti, kamutova moka, pira, rž, sladoled, kvas, energijske tablice. In zdaj pomislite, kaj pa lahko jem? Vse, kar je iz ajde, vse, začnite peči ajdov kruh, poleg tega lahko uporabljate ovsene kosmiče, lahko uporabljate vso zelenjavo, vse sadje, to ne vsebuje glutena. Tako da seveda, glejte, tukaj noter sem potem dala kar nekaj teh zadev, kako kombinirati hrano, da imate čim manj
težav z tihimi vneti na celični bazi. Naslednja stvar pa pri tihih vnetih na celični bazi, in če se vrnem nazaj na luskavico, je pa pomemben D3 vitamin. D3 vitamin pa vemo, da je sončni vitamin, ki ga telo preko kože proizvaja, in zdaj je že čas za sončenje, kolikor je pač sonca. Pejte na sonce, ultravijolični žarki spodbujajo proizvodnjo D3 vitamina in ta je pa ključen, da se zmanjša tiho vnetje na celični bazi in naslednja stvar, stimulira celo preoblikovanje telesa, kar deluje na zmanjšanje stresnega hormona. Stresni hormon pa prednostno porablja vse vitamine in nam jih potem za presnovo, za energijo zmanjka. Tako da v glavnem delajte na sebi, počiste podzavestne programe, predvsem to, kar se tiče ta občutek, nisem zadosti dobra, moram biti pridna, poskrbeti za druge. Začnite delati to, kar vas osrečuje, kar vas navdihuje in boste videli, ko boste vi s to srčno energijo sijali, vsi bojo imeli koristi od tega. Tako da imejte se lepo, uživajte in predvsem imejte sebe radi.